je eno izmed neprecenljivih čutil, ki nam omogoča celovito sporazumevanje. Ko ga enkrat izgubimo, si ga največkrat ne moremo več povrniti, zato moramo z njim ravnati skrbno. 3. marca obeležujemo Mednarodni dan sluha. Ob tej priložnosti smo o nevarnostih preglasnega poslušanja glasbe ozaveščali obiskovalce glasbenega festivala Ment, ki je potekal na več prizoriščih v Ljubljani. Letos imamo 88 nastopajočih na 10 prizoriščih oziroma na 16 odrih v 4 dneh. Prizorišča so po celi Ljubljani, nastopajoči prihajajo pa iz 23 držav. V povprečju je naša dnevna kapaciteta nekje med 1500 in 2500 obiskovalcev. Prvi dan je bil razprodan, jutri tudi, danes smo blizu, tako da to je približen obisk. Organizatorji festivala se zavedajo nevarnosti preglasne glasbe, zato so poskrbeli za ušesne čepke, ki so bili na voljo na vseh prizoriščih festivala. V Kinu Šiška so vedno na voljo čepi, že na pultu. Pri festivalu Ment pa sodelujemo z A1 in oni že drugo leto zaporedoma dostavijo čepe ne samo za vse blagajne, torej da so na voljo na vseh prizoriščih, ampak tudi za delegate, ki jih dobijo v svojih delegatskih vrečkah. Skratka, nekako so čepi povsod na voljo. Se mi zdi, da je bila to super poteza z njihove strani, nekako v simbiozi s tem, kar že Kino Šiška ali pa Ment počneta, da ponudimo obiskovalcem, da zavarujejo svoj sluh, ko menijo, da je potrebno. Med obiskovalci smo izvedli anketo o glasnosti koncertov in jih vprašali, ali jim je bil kakšen glasbeni dogodek že preglasen. Čisto iskreno ne. Mislim, hodim tako na hardcore pa take stvari, punk, metal. To mora biti na glas, saj pa ne vem, poiščem nek prostor, da mi je ugodno. Ja, se mi že to zgodilo. Ja, zagotovo. Dostikrat, predvsem na teh nekih, na katere sicer ne zahajam sama od sebe, ampak če se pojavim na nekih teh bolj tehno, nekih teh partijih, eventih, tam predvsem, ja. Ja, seveda v kakih manjših klubih z elektronsko ali pa metal glasbo je definitivno večkrat preglasno. Zato pa tudi čepke po novem zadnjo leto vedno nosim s sabo na koncerte. Nisem še zapustil koncerta, zaradi tega se je pa definitivno čutilo potem, ko je bil koncert zaključen, na poti domov, kaki odzvanjanje še vedno v glavi. Sploh ker delam kot tonski tehnik in sem tam res izpostavljen dolgim koncertom. No, jaz nosim s sabo eno aparaturo, ki meri glasnost in pazim, da ni preglasno. To je iz mojega vidika. Sem pa že doživel organizatorja, ki je prišel do mene in zahteval, da dvignem glasnost, da so oni tukaj navajeni glasnejše glasbe, to mora nabijati, s čimer se pa nisem strinjal. Nakazal sem premik prsta, naredil pa nisem nič. Ja, vsekakor, pač že veliko koncertov, tako, ko bi rekel, enih 10 let nazaj ali pa kaj takega. Potem pa sem končno se odločil v bistvu, da si zrihtam neke malo boljše čepke. V bistvu tudi zato, da rešim ta problem pri koncertih, ne, ker potem mi je tudi včasih malenkost zapiskalo ali pa piskalo pol tudi naslednji dan. Ne, mislim, običajno sem toliko daleč stran, da mi ta veliki koncerti si toliko daleč stran, da ni nikoli prenaglas. Zdaj, te koncerti v malih salah so včasih prenaglas, ampak problem te glasnosti je v tem, da je relativna. Včasih je že tišina bučna, prebučna, preglasna. Mislimo, da ja, mogoče manjkrat prenaglas, ker včasih
želi to imeti svoj namen, ampak mogoče da v zvočenje preprosto niso prenesla tega, kar so skušala prenesti. In se mi zdi, da je tukaj večja kriza, ali pa da se nekako znajdeš na prizorišču na napačnem mestu, kjer si približa enemu zvočnemu viru. No. Ena od poškodb sluha, ki jo lahko dobimo s poslušanjem preglasne glasbe, je tinnitus. Odraža se s stalnim piskanjem ali šumenjem v ušesih. Obiskovalce smo povprašali, če vedo, kaj tinnitus je in če poznajo koga, ki ga pesti. Evo me, pa veliko kolegov ima tinnitus tudi. Sprijazniti se moraš. Pa jaz na srečo, zdaj ki je hrup, ga ne slišim. Če sem pa v tihi sobi, je pa to zelo moteče. Vem, kaj je tinnitus, nimam ga, upam, da ga ne bom imela, sliši se pa super slabo, tako da ja, nekako nikoli nimaš miru. Ja, poznam, pa pač tudi sem v teh krogih glasbenih, recimo, dost ljudi poznam in ja, imajo ljudje oškodovan sluh, bili prevečkrat pred glasnimi zvočniki in tako. Vem. Vem, kaj je tinnitus. Ko ti piska v ušesu, pa ne moreš, mislim, ne gre v stran. Saj ga imam tudi včasih tako čist mal, da mi začne mal. Pa gre v stran, ampak imam ene par prijateljev, ko ga imajo pa skozi. Pa je, da se navadiš, ampak da ni fajn. Ena kolegica pravi, da je ful na živce, ker poje, ne, zaradi intonacije, ker izkoz tam piska nek random ton. Ja, vem, piskanje v ušesih, če imam prave informacije, oziroma long term piskanje v ušesih, ko se mi zgodi, da po koncertu piska v ušesu, ampak nisem pa imel problemov z nenehajočim piskanjem. Poznam pa dosti tonskih tehnikov, ko imajo pa težave recimo z delom frekvenčnega spektra, v katerem ne slišijo več ali slišijo ful slabše. Ja, pač to piska v ušesih. Ja, imam kar nekaj kolegov, ki imajo težave s tem, zato ker sem v glasbeni industriji, pa veliko ljudi, ki se s tem ukvarja, ima tovrstne težave. Ker so številni priznali, da se jim je glasnost na kakšnem dogodku že zdela previsoka, smo jih vprašali, ali kdaj uporabljajo ušesne čepke za zaščito sluha. Še nisem, ne. Dostikrat vidim na festivalih pa tako, ko ljudje pridejo z otroki, pa pač seveda imajo slušalke, čepke, nekaj. Videla sem dostikrat, da prav poznam, ne, od prijateljev ne. Ja, zmeraj. Delamo ful po eventih, na koncertih, špilamo v bendu, pa je bilo to pojezdnjevo dan preveč hrupa, tudi v službi, v firmi je zelo hrupno, smo jih začeli uporabljati. Tako da zdaj brez čepkov si jaz ne predstavljam več koncertov. Ja, čepke sem glih si pred kratkim dala delati, za voljo tega, pač z teh showcaseov, pa to, ko se bolj včasih znajdeš, nekje, ko je ful glasno, pa ne moreš nikamor iti, ki sem jih danes sicer pozabila doma, ampak ja, jih imam, ja. Ja, jaz sem glasbenica, tako da pri nas imajo dosti ljudi te custom čepke, še posebej, ko igrajo v nekih orkestrih, ko si recimo na vaji več ur in pol ti imaš skozi neko trobento tu od zadaj, tako da imajo pol vsi te ulitke, čepke, ko so ful dragi, jaz jih še nisem dala narediti, ampak ja, ful pogosto. Na koncertih ne. Sem probala, ampak tiste, ki sem imela, mogoče nisem imela pravih čepkov, zato ker tiste, ki sem uporabljala, so potem res čist zadušili zvok in pa pač je bilo brez veze, da sem sploh bila tam. Načeloma čepkov jaz ne nosim, ker tudi ne, sama ne hodim toliko pod oder te cajte. Če pa grem, pa kot rečem, grem v arenske koncerte, kjer je zvok že tako ali tako razporejen na 1000 in en kot, da se mi zdi, da do tega ne bi prišlo, no.
Ugotovili smo, da se večina obiskovalcev zaveda nevarnosti preglasne glasbe in pomembnosti zaščite sluha, ki jo priporočajo vsem. Zdi se mi, da bi ljudje mogli predvsem sami razmišljati o tem, pa se sami opremiti s tem. Seveda je super, če prizorišča lahko to nudijo. Fino bi bilo tudi, da prizorišča vejo, s kakšnim ozvočenjem delajo in kaj namenjajo svojim obiskovalcem, ampak mislim, da je to predvsem stvar posameznika in da mora vsak poskrbeti za svoje zdravje. Ja, vsem. Sploh priporočamo vsem ulite po ušesu čepke, to je perfektna stvar, ki imaš lahko cel dan noter. Ker se jih enkrat navadiš, so vredni vsakega centa, ki daš. Ja, zadnja leta tudi sam hodim več na showcase, kot je Ment, in opažam, da na vseh venjih imajo čepke svoje sponzorske, ki jih delijo med publiko, in se mi zdi to ekstremno dobra navada in mislim, da bi vsak organizator večjih koncertov mogel na svojem venju nuditi to možnost. Zagotovo je 1001 način, da se lahko tudi zaščitiš. Ful mi je lepo, ko vidim, da pridejo ljudje na koncerte tudi z otroci, ki imajo naušnike gor oziroma une prave delavske slušalke. To veš, da ljudje pridejo tudi pripravljeni, ne? Žal smo vse prevečkrat izpostavljeni hrupu, ki nam lahko trajno poškoduje sluh. Zato je pomembno, da so ljudje ozaveščeni, kaj je izguba sluha, kako jo je mogoče preprečiti in kako ukrepati ob njenem nastanku.